Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Kakšni načini obstajajo, da razločimo duha ponižnosti od duha ponosa? Če se naučite razločevati ponos od ponižnosti v vas sami, potem boste mogli razločevati tudi pri drugih. Verjemite mi, kajti vsi imamo ta problem in verjetno veliko bolj, kot bi si želeli. Vendar pa lahko rastemo v tej smeri in se lahko učimo. Najprej, ponižni z lahkoto vprašajo za pomoč. Rekli bodo, Bog, pomagaj mi. Vprašali bodo ljudi za pomoč, ko jo bodo potrebovali. Nekateri voditelji postavijo sami sebe v takšno stisko, ko ne pustijo nobenemu nič narediti, kajti nihče ne bi naredil tako prav, kakor naredijo sami, ali tako dobro, kakor naredijo oni sami. Sami sebe uničujejo, ko poskušajo narediti vse, kajti prepričani so, da nihče ne uspe narediti tako dobro, kakor bi oni napravili. Ne samo, da drugim dopustimo opraviti stvari, ampak se moramo naučiti, da jih opravijo na svoj način. Veste, Savel je končno dopustil, da je David poskušal ubiti Goljata, ampak mu je najprej rekel, obleci si mojo vojno opravo. To mi velikokrat delamo z ljudmi, ki so od nas odvisni. Mi si pravimo, dal ti bom to odgovornost, vendar boš naredil po mojem. David ni mogel iti v boj s Saulovo vojno opremo, ker je Bog dal vsakemu nekoliko drugačen način, kako se lotiti stvari. Mi bi se morali bolj ukvarjati z rezultati. Če dobite prave rezultate, potem ni potrebno dajati napotko za vsako najmanjšo stvar. Pustite ljudem nekoliko svobode. Pustite jim misliti, da jim zaupate. Amen. Janezu 15:5 nam Jezus pove, kakšna bi morala biti naša drža. Brez mene ne morete ničesar storiti. Mi smo kakor mladike na trti. Vse, kar potrebujemo za življenje, prihaja od trte in mladike so popolnoma odvisne od trte. To je znak ponižnosti. Ko si odvisen od drugih. Koliko izmed vas spozna dejstvo, da problemi današnjega sveta izvirajo iz tako imenovane humanistične drže? To je največja težava današnjega sveta. Ne morem razumeti, da se ljudje želijo otresti Boga. Kar ne morem razumeti. Po drugi strani lahko razumem, ker v svojem ponosu hoče upravljati s svojim življenjem in mislijo, da ne potrebujejo nobenih smernic in nobenih navodil. Morali bi samo pogledati na rezultate, ko poskušajo upravljati s svojim življenjem sami in bi jim postalo tako jasno, da ne upravljajo dobrega dela. Zakaj bi potrebovali skico strokovnjaka, da ugotovimo, kaj je narobe s svetom? Odgovor je zelo jasen. Ne poskušajte odstraniti Boga, kajti On ne gre nikamor. Amen. Ljudje hočejo imeti samoodločanje. Nikogar ne marajo, da bi jim kaj povedal. Poznam nekaj značilnosti uporniških drž. Oblastniki so mnoge zlorabljali v preteklosti in z njimi niso prav ravnali, ter so tako prišli do točke, ko ne marajo nobene avtoritete. Spoznala sem, da je to problem. Vendar ne smemo dopustiti, da zaradi preteklega dejstva trajno ne poslušamo Boga. Moj oče me je zlorabljal in potem sem imela proti moškim neko držo, ki se ji nisem odpovedala. Noben moški mi ni smel povedati, kaj storiti. Veste kaj? S takšno držo je bilo nemogoče, da bi imela dober zakon. Dobro jutro. Rekla sem, da s takšno držo je bilo nemogoče, da bi imela dober Božji zakon. Bog je ustvaril moža in ženo, da bi sodelovala kakor skupnost. Žena ni bila ustvarjena iz moške noge ali podplata, ampak je bila ustvarjena iz rebra, z njegove strani, da hodi ob njem, ne pod njim, ampak ob njem. Bog ne želi, da bi nam neprestano ukazoval, samo zaradi ukazovanja.
Vendar vse mora imeti nek red. Tudi v Božji glavi je nek red. Oče, Sin in Sveti Duh. Sveti Duh dela vse, kar poveličuje Očeta. Vse, kar dela Sin, poveličuje Očeta. Zaradi te drže Oče skrbi za vse, da postanejo eno in si delijo slavo. Moramo se naučiti, da niso vsi enaki. Imela sem mnogo moških, ki so me izrabljali, in jaz sem poskušala vračati enemu, ki bo skušal biti dober do mene. Tolikokrat imamo takšno držo. Tako kakor da bi nekdo drug moral plačati za tisto, kar je nekdo v preteklosti nam napravil. Ne morejo razumeti, kaj je narobe z nami, ko nas poskušajo ljubiti in imeti dober odnos z nami. Zato prenehajte uporabljati preteklost kot izgovor za uporništvo. Razumem, da bežimo pred ranami. Vendar vam ne morem zagotoviti, da ne boste ponovno ranjeni. Če izberete držo podložništva, vam ne morem zagotoviti, da vas kdo ne bo zlorabil ali uporabil. Lahko pa vam zagotovim, da je Bog vaš zagovornik. Če boste zaupali v Boga, vam bo dal nadomestilo in nihče vas ne bo v nedogled zlorabljal ter šel mirno mimo. Bog vam bo dal dvojno plačilo. Jezus je rekel, da ni ničesar napravil neodvisno samo od sebe. Poglejmo Janez, 5. poglavje, 30. vrstica, ker je čudovita vrstica. Kolikokrat sem, o Gospod, strmela v te verze, ko sem hotela pridobiti nekoliko ponižnosti. Prizadevala sem si, da bi bila poslušna in ne bi tekala proč ter delala svojih stvari. Ali je kdo izmed vas imel skušnjavo, da bi kar stekel stran in začel s svojim načrtom? Želim, da skupaj pogledamo na besedilo iz Janeza. Jezus je rekel, jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti. Kakor slišim, sodim in moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Ničesar ne storim neodvisno samo od sebe, ampak samo to, kar me Bog poduči in naroči. Jaz odločim, kakor mi je določeno. Kakor pride glas, takšno sodbo dam. In sedaj pride to. Jaz ne iščem svoje volje, da delam, kar me ugaja, svoj cilj ali namen, ampak voljo svojega Očeta, ki me je poslal. Ali je kdo, ki bi moral to prebrati vsako jutro naslednjih 5 let? Amen. Ponižen človek je zelo pazljiv, da ne prizadene drugega. Ta ni strog, oster, rezek ali vsiljiv, ampak je blag, mil, skromen. Kar ne želite, da bi ljudje vam storili, ne storite vi njim. Ko sem bila pod takšno avtoriteto, ki me izrabljala, sem dobila dober poduk. V tistem času sem sovražila ta poduk, vendar mi je pomagal izoblikovati takšno osebnost, ki se strašno boji zlorabe človeka. Ko zlorabljam ljudi, si lažem, da tega ne delam. Vem, da ne morem namenoma hoditi naokrog in žaliti ljudi ter pričakovati Božjega blagoslova in njegove moči v svojem življenju. Moramo biti bolj previdni, kako ravnamo z ljudmi. Ali lahko vsakdo reče amen k temu? Lahko tudi vi na balkonih rečete amen. Moramo biti bolj previdni. Veste, mi hočemo, da bi ljudje bili bolj pozorni do nas. Mogoče bi morali sejati več tega, kar želimo žeti. Amen. Jezus je rekel, nisem oster, rezek in vsiljiv. Veste, en dan pretekli teden sem bila nekoliko sitna z Davidom, kakor se zgodi med zakonci. Navadimo se, da drug drugemu dražimo, vsak ima kakšno navado, ki gre drugemu na živce. Tako mi je kratil prostor z eno od svojih slabih navad. Ko ga nisem hotela v svojem prostoru z njegovimi nadležnimi navadami, sem se počutila samo. V postelji sem se dvignila, si nekaj ogledovala, se prijetno počutila in on pride in se stisne k meni. On začne s to bližino. Samo pes in on imata takšno navado, da me razdražita. Rekla sem, ne boš tega tukaj napravil. Odgovoril je, o, bo že v redu.
Rekla sem mu nekaj, kakor da mu ni mar, kako se drugi počutijo zraven njega, samo da je njemu v redu. Stal je in rekel, da gre v drugo sobo, da mu ni treba ostati tukaj. In ko je odhajal, sem se slabo počutila in mislila, da bi morala držati moja velika usta zaprta. Ali tudi vi mislite, da bi morala držati svoja velika usta zaprta? Na to sem nekaj minut čakala in čakala sem še malo. Na to sem mislila, saj lahko grem in se opravičim, zato ker sem se naučila to, kar hočem danes podeliti med vas, da ponižna oseba bo vedno delovala za mir. Če ste količkaj ponižni, boste vedno šli še kakšen kilometer naokrog, da se boste spravili z drugimi. Ni važno, čigava je krivda, vi se boste spravili. Tako sem šla in se spraševala, ali bo v redu, ali bo jezen, ali bo morala pojesti zajetno porcijo, ali bo šlo z lahkoto. Vseeno sem rekla, poslušaj, žal mi je, če sem prizadela tvoja čustva. Vedela sem, da sem verjetno bila sebična. On je bil tako prikupen. Rekel je že v redu, razumem. Sem si mislila, hvala ti, Jezus. Šla sem nazaj v posteljo in sem se tako dobro počutila. Ne vem, če me je razumel ali ne. Nisem se spraševala, če je razumel ali ne, saj je sam rekel, da me razume. Amen. Včasih bi bilo dobro, da bi drugemu povedali, da razumemo njihovo čudno obnašanje, pa če tudi jih ne razumemo. V redu je, hormon je samo poskočil v napačno smer, ali karkoli, vendar je čudovito. Ponižen človek je pozoren na to, kako ravna z drugimi. Pismo Galačanom 6. poglavje nas uči, da moramo nositi bremena drug drugega. Veste, kaj to pomeni? Da si nakopljate dodatna bremena. Vas je nekaj, kar morajo tudi drugi nositi. Ne morem tega verjeti. To se zgodi, ker tega ne verjamemo. Spominjam se, kako sem molila za Davida, da bi se spremenil. Ko sem se naučila o moči molitve, sem jo začela uporabljati za Davida. Uporabila sem jo z vso močjo, s intenzivnostjo. Ko sem duhovno ležala na obrazu, sem celo tolkla s pestmi po podu. O, Bog, Davida, moraš spremeniti. Nekoč je Božja beseda prišla k meni z mislijo. David sploh ni problem. Mislila sem si, kdo drugi naj bi bil, samo midva sva on in jaz. Nemogoče, da bi bila jaz. Veste, kaj nam napravi ponos? Kako hitro vidimo, kaj je narobe s vsemi drugimi, vendar pa nikakor ne moremo videti svojih napak. Dajte no. Pridigam boljše, kot vi reagirate. Pismo Efežanom 4. druga vrstica nam govori, da ponižni ne silijo drugega, da bi bil popoln. Do drugega so tolerantni. Spominjam se, pred mnogimi leti mi je Bog rekel, Joyce, ti si lahko tudi slabotna. Mislila sem, kaj je sedaj to? To ni, da Bog deluje tako, da premagamo naše slabosti. Vendar dejstvo je, da vsakdo ima določene slabosti in treba je z njimi računati. Bolje je, da se zanje zahvalite Bogu, kajte mogoče vas bodo obdržale ponižne. Ponižen človek se zahvali Bogu za svojo moč, za zaupanje v Boga in za svoje slabosti. Ponižen človek se ne boji priznati svoje slabosti. Ni ga strah, da bi o njih govoril z drugimi. Ne pripoveduje vedno, kako je premagal določene slabosti. On pusti del pričevanja, da se še vedno boji z določenimi slabostmi, kakor da bi jih že vse premagal. Še vedno jih želimo premagati, amen. Kajti potem si bodo drugi oddahnili in bodo lahko odprli svoje srca. Ne rada poslušam nekoga, ki mi pripoveduje samo o zmagah. Vesela sem, da ste zmagali na določenem področju, vendar mi povejte, kako ste prišli do tega in koliko padcev ste preživeli. Veste, toliko prahu je bilo zaradi Pavlovega trna med verniki. Pavel je imel tisti trn in nekateri pravijo, ni bila bolezen, ker veste, bla 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 bla. Odkrito vam povem, da me ne zanima, kaj je bilo. Če se o tem prepiramo, potem zgrešimo v smisel. Pavel je rekel, da mu je v meso vse en trn. 3-krat sem rodil Boga, naj ga odstrani.
Vendar ga on ni odstranil, ampak je rekel, da dovolj ti je moja milost. Pavel pravi, da mu je ta trn bil dan, da se ne bi preveč poveševal zaradi spoznanja, ki mu ga je Bog dal. Bog je uporabil Pavla na tako čudovit način. Pokazal ga v tako čudoviti luči, da je moral vključiti nekoliko slabosti. Pokazal je na nekaj stvari, s katerimi je Pavel imel problem, da ga opominja na njegovo človeškost, da ima tudi slabosti in da so vse čudovite stvari od Boga in ne od njega. Had a human side to him, and that these great things that were happening through him were God and not him. Amen? Tudi jaz imam slabosti. So stvari, kakor je nepotrpežljivost. Mislim, da ima mnogo voditeljev to težavo. Hočemo imeti stvari narejene prav in na hitro, takoj, tedaj, ko hočemo, na način, kot hočemo, 5 minut zatem, ko stvar izrečemo. Prehodila sem dolgo pot in še daleč moram iti. Vendar se bom morala verjetno vedno opirati tej izkušnjavi, da bi bila nepotrpežljiva z ljudmi, ki ne naredijo stvari na način, kakor bi jaz hotela, da jih naredijo. Veste kaj? Jaz se zaradi tega ne zaničujem. To je samo nekaj, kar me spominja, da potrebujem Boga. Amen. Z Davidom sem se velikokrat pogovarjala, kje sva začela. Večkrat na leto govoriva o začetkih duhovne službe, ko sva vozila kombi z lizanimi gumami in z rjo na platiščih. Šla sva ven, da bi pridigala in nisva imela niti denarja, da bi ostala v motelu. Ponavadi sva šla tako daleč, da sva lahko prišla nazaj in potem sva parkirala v kakšni restauraciji s hitro hrano, da je David imel nekoliko počitka in sva lahko prišla nazaj domov. Oni dan so pregledovala nekatere stare slike in na eni sem jaz in David ter mladenič, ki nadomešča celo skupino. On je pel, igral kitaro, piano, bobne, igral z nogami, istočasno, povem vam, bili smo prava slika. V začetku duhovnega delovanja je bilo v dnevni sobi na tleh 25 ljudi in smo se z njimi pogovarjali 5 let. Dodala sem še eno svetopisemsko skupino, na kar sem odšla delati za nekoga drugega, kar sem prav tako počela 5 let. Veste, da niste pripravljeni za avtoriteto, dokler ne znate biti pod avtoriteto. Veliko ljudi ne ve, kako se vesti pod avtoriteto. Hočejo biti avtoriteta, hočejo biti glavni. Mogoče vam ni všeč, kje ste, vendar je morda za vas najboljši prostor. Morda nimate tistega položaja, kjer bi hoteli biti. Vendar, ko bo Bog hotel, vam ga bo poklonil. Poklonil vam bo boljši položaj. Če tega ne dobite, potem morate zahvaliti Boga, da ste tam, kjer ste, kajti Bog dela na nečem, kar se bo izkazalo za koristno. Medtem pa se naučite, kako imeti pravi odnos do ljudi. Verjamem, da ponižna oseba hitro odpusti, težko razžali in z veseljem pričakuje Božjo zaščito. Še enkrat bom ponovila. Ponižna oseba hitro odpusti. Pravzaprav, kadar nočemo odpustiti, je to znak ponosa. Au. Če nočete oprostiti in pravite, veste, kaj vse so mi napravili. Počakajte malo. Kaj vse pa ste vi napravili Bogu? Ne veste, kolikokrat ste naredili isto stvar. Počakajte malo. Kolikokrat ste naredili isto stvar in Bog vam je odpustil za vsakič. Dajte no, On ne zahteva, da bi naredili več za kogarkoli, kakor je On pripravljen storiti za nas. To je tista prilika iz Matejevega evangelija o mladeniču, ki ni mogel poravnati dolga in gospodar mu ga odpustil. Nato pa je odšel ven in napadel svojega dolžnika in ga dal zaradi nekaj fičnikov. Bog nas noče takšnih. Ponižna oseba pravi, z lahkoto odpustim, kajti polno težav imam sama s seboj. Mogoče niti ne vračamo točno tistega drugemu, kar so nam storili. Hitro moramo odpustiti, ko se zavemo, koliko nam Bog odpusti vsak posamezen dan našega življenja. Božje usmiljenje in sočutje, njegovo trpljenje in potrpežljivost so najlepše stvari na svetu. Te nam omogočijo, da živimo z veseljem in z mirom. Amen. Njegovo usmiljenje je vsak dan novo.
Ne dovolite, da vaša jeza ostane po sončnem zatonu. Ne odpirajte vrata hudiču. Vendar jaz čutim drugače. Že smo govorili o občutkih in bomo še govorili. Ni pomembno, kako se počutite, ampak kaj govori Božja beseda. Vendar jaz čutim. Poglejmo pismo Kološanom 3:13 vrstica. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Bog odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Zaupajte, da vas bo Bog branil. Če nekdo z vami grdo ravna, je najbolje za vas, da mu odpustite. Naredite korak in se pobotajte. Ne pravim vam, da dopustite ljudem, da hodijo po vas. Ne, to ni ista stvar. Sveto pismo nam naroča, da molimo za svoje sovražnike. Dobri bodite do tistih, ki slabo ravnajo z vami ali vas izrabljajo. Naj povem z drugimi besedami. Mogoče kdo na delovnem mestu lagal o vas in je dobil boljše delovno mesto, katero bi po vašem mnenju moralo pripadati vam. Mogoče ste slišali, da se je tej osebi pokvaril avto in da hodi z avtobusom na delo. Če ji ponudite prevoz, boste s tem danjem mahnili hodiča po obrazu. Niste ravno navdušeni, kot bi morali biti. Pa se on niti ne živi blizu mene, to presega moje sposobnosti. Ponižni ljudje so miroljubni, zrelim obnašanjem. Matej 5:9 pravi, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Amen. Niso Božji otroci, ampak jih imenuje Božje sinove. Tisti, ki delajo za mir. Ko se ponižate, ko ste se pripravljeni prilagoditi in prirediti vaše želje po miru, je to znak zrelosti. Amen. Vzelo mi je veliko časa, da sem iz tega potegnila bistvo. Poglejmo pismo Filipljanom 2:2. Dopolnite moje veselje v tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in praznega slavoklepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Ničesar ne delajte iz strankarskih nagibov, s prepirljivostjo, z razprtijo, sebičnostjo ali da bi se ukvarjali s pojmi in prazno domišljavostjo, kar vodi v nevreden konec. To ne pomeni, da morate misliti slabo o samem sebi, to pomeni, da imate dobro mnenje o drugih. Drug drugega imejte v čistih in skrbite zanje, ne zaradi vaših interesov, ampak njihovih. Skrbeti moramo drug za drugega in dopustiti, da imamo isto držo in ponižnost, kakor je v Jezusu Kristusu. On je primer ponižnosti. Ponižna oseba ne misli več o sebi, kakor mora. Je zelo pozorna na to, kako misli o samem sebi. Pismo Rimljanom 12 govori, kako se naj ne prilagajamo temu svetu, ampak prenovimo svoj Na to nadaljuje. O sebi ne imejte visokih misli, vsak pač po meri vire, ki mu jo je Bog dal. Na to nadaljuje, kako različni ljudje imajo različne darove in vsi so zmožni delovati na različne načine, glede na to, kar jim je Bog dal. Bog jim bo pokazal eno pot ali drugo. Vedeti morate, kdo ste in se morate veseliti svojih darov, ki ste jih prejeli od Boga, ter ne bodite ljubosumni za darove drugih. Nikar ne tekmujte z drugimi in se ne primerjate. Kakorkoli, Bog bo delal po vas, On ne bo delal po vas na isti način, kakor po nekom drugem. Verjamem, da iščemo ponos, ko nismo zadovoljni s tem, kar nam je Bog dal. Ko si poiščemo takšno mišljenje, da moramo vse storiti enako kakor drugi, postati kot drugi, izgledati kakor drugi, imeti vse kot drugi, ne bomo imeli nikoli pravega veselja. V nas ne bo veselja, če ne bomo postali to, kar smo, in se ne bomo otresli potrebe po razkazovanju pred drugimi. Kajti, ko smo to, kar smo, postanemo ponižni in čudoviti pred Bogom in se zahvaljujemo njemu za to, kar moramo storiti in darujemo to, kar moramo storiti. Amen. Bodite ponižni v mogočnih Božjih rokah. O sebi ne imejte boljšega mnenja, kakor ste.
Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Pomenite nam več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo vsem prijateljem in sodelavcem misionarske skupine Joyce Meyer, da nam omogočajo naše poslanstvo po vsem svetu. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in oznanjamo Gospodovo besedo mnogim narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali obiščite našo spletno stran joycemeyer.org, kjer lahko oddate svoje molitvene namene, bolje spoznate naše delo in vidite Joycein urnik. Pridružite se nam v partnerstvu, da bomo skupaj delili Kristusovo ljubezen svetu. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.